Živijo! Tokrat se vam javljam v bistvu iz čisto enega preprostega razloga, zaradi tega, ker dobivam ogromno vprašanj in še vedno tudi ni važno, ali ste že izkušeni mački in uporabniki, ali ste začetniki, ali se za olja šele odločate. In sicer, kaj vse lahko počnete z osnovnimi 10 olji. Tako da nekaj osnov sem vam že tudi pripravila zgoraj, tako da tam imate vse, kaj so eterična olja, kako se kvalitetna eterična olja pri doTERRA pridobiva, kako se eterična olja seveda uporablja in kako vplivajo na naše telo, kako se jih na 3 načine uporablja: aromatično, topično, tudi kar se tiče redčenja, in potem interno. Tako da zdaj bi se res lotili predvsem tega, kaj vse lahko z osnovnimi 10 olji iz najbolj, bomo rekla, prodajanega paketa Home Essentials Kit, ki vsebuje 10 eteričnih olj in ali mešanic, in se bi sprehodili čez njih. Kot vidite, so vsa 15 mililitrska, z izjemo Deep Blue, ki je 5 mililitrski, in rok trajanja je uradno tam nekje 5 let, kar pomeni, da se po tem času samo njihov učinek zmanjša. In če se jih hrani čisto lepo v enem senčnem delu prostora, se jih pač kvalitetno ohranja, tako da ni nujno, da so v omari, lahko so v bistvu, jaz rečem, v aroma kotičku, kjer je tudi difuzor, ki me tudi spremlja na tej predstavitvi. Tole je difuzor Petal, ki ga imam jaz še vedno najraje. In dejansko se ga lahko v bistvu ta paket res izrabi vse in z njega začne, potem pa dejansko spoznava učinke olj tudi naprej, ravno iz teh osnovnih olj. Prvo eterično olje, ki sem vam ga želela predstaviti, je seveda sivka. Sivka je bila naše prvo eterično olje, ki te čisto čara, predvsem zaradi tega, ker vonj sivke poznamo. S tem, da tukajle dobimo dejansko eterično olje prave širokolisne sivke, ki dejansko umirja, pomirja tako naš živčni sistem, našo kožo, in je odlična izbira tudi, ko govorimo o najmlajših. Pri nas je na začetku srečevala predvsem za umirjanje ali v difuzorju, velikokrat sem jo kombinirala tudi z ostalimi lesnimi olji, da se je ta učinek še malo povečal, da sem dobila nove arome, ki so mi bile zelo všeč. Zelo rada sem sivko imela vedno tudi za umirjanje na predelu prsi, seveda, ko uporabljam na koži redčeno, tudi zaradi daljšega učinka, zato da gre res lepo, tako kot mora, v naše telo in približno 20 minut deluje. Vse o tem, kako eterična olja delujejo, kako pogosto mazati in kam mazati, tudi najdete zgoraj. Sivko sem tudi velikokrat na začetku, preden sem imela Serenity, pripravila v pršilkah, sem reciklirala in popršila, zato zvečer po posteljici za umirjanje, sploh v času kakšne nagajive lune. Zelo rada sem si jo dodajala na začetku v svojo kremo, zato ker sem imela, v bistvu imam še vedno mešan tip kože, ki je zdaj res že veliko bolj negovan. Takrat pač nisem temu posvečala toliko časa in je bila to res ena velika sprememba, da sem si recimo kapljico sivke kanila noter. Kasneje sem začela uporabljati tudi v bistvu še kadilo Frankincense, ki je tudi v tem paketu. Tako da sem res tako spoznavala njene učinke in v bistvu bila tudi izjemno hvaležna, ko so punčkama izraščali zobki, preden sem imela Serenity in ostale mešanice, da sem v bistvu namazala na zunanji del redčeno in so v bistvu res pač ta nelagodja se izredno umirila in res v bistvu eno tako olje, ki nas je spremljalo čez ta otroški, res najmlajši del mojih hčerk. Kar se tiče boljšega spanca, seveda sivka zelo pomaga, zvečer v difuzorju, kot smo rekli. Je pa tudi zelo prijetna za čez dan, takrat, ko imaš malo preveč vsega ali pa enostavno se ti zdi, da nisi pripravljen bil na ta dan in da te to zelo obremenjuje in je res zelo sprostitvena mešanica. Lahko pa si pripravite tudi, če imate radi kopel, date malo epsom soli, malo mila, pa to spustite not v vodo in izredno sprostilno deluje in še vdihavamo to zraven, a ne. Limona je tudi eno od 3 najbolj uporabljenih eteričnih olj v naši hiši še vedno. Tako da limona se sreča z mano zjutraj, ker si pač v kozarec natočim mlačno vodo, pa dodam kapljico limone. Dejansko v bistvu grem čez dan bolj polna energije, dejansko tudi limona deluje tako, da pospešuje oziroma podpira zdravo odzivnost vseh
antioksidativnih procesov v našem telesu na tak naraven način, ker gre za citruski hladno stiskan limonine lupinice. Čistko si uporabljamo v kulinariki, namesto ekološke limone, pač približno 6 kapljic jo nadomesti, palačinke, peciva, mafini, potem strjenke, jogurtove sladice in tako naprej. Tako da tudi, če si delate kosmiče z jogurtom, super, v bistvu si to lahko dodate, pa še kakšno sezonsko sadje in kosmiče, namočene oreščke za zajtrk. Limona pa je tudi izredno dobra za čistila. Tako da res ponovadi vse nas najbolj šokira, koliko se da nalepko odstraniti ali celo vinjeto z njo, se pa lahko z alkoholnim kisom ali pa sodo bikarbono kombinira in dejansko dobite nadomestilo za čisto vsa čistila v vašem domu in je v bistvu zelo pomembna, ker nadomesti tudi tiste stvari, za katere nismo pomislili, da so toksične in obremenjujejo lahko našo kožo. Govorimo o čistilih, detergentih in bom rekla agresivnejših milih, šamponih. In nadomestiš to počasi z naravnim in v bistvu pri čistilih in tem res neverjetno veliko mero odnese limona v kombinaciji s sodo bikarbona in s kisom. Poprova meta je eterično olje, ki zelo hladi. Tako da v bistvu je v času, odkar sem mama, res v prvi vrsti pri meni zato, da me zbudi, je moja eterična kava. Rečeno si jo največkrat v bistvu namažem tle na zatilje, ko sem na poti. Tudi v rolonu jo imam, lahko si jo pripraviš, ali pa kupiš touch peppermint, ali pa v difuzorju doma, v bistvu z limono isto, ko imaš kaj več za delati, tako da za en tak, bom rekla, bolj fokusiran dan, nujna stvar. Predvsem pa poprova meta je izredno zelo si hvaležen zanjo v trenutkih, ko se naše telesne temperature dvignejo, ko telo kaže, da v bistvu rabi počivati nekaj dni, v tistem času po takem nelagodju krasno res deluje na podplatih, rečeno. Tudi moji deklici, če sta imeli kakšne take noči, je v bistvu izredno umirila, zato da smo pač lahko mirno šli čez tisto in da telo v bistvu naraven odziv naredilo, ampak tako da ni bilo to, bom rekla, bremenjujoče oziroma da nas je v bistvu zelo utrudilo. Tako da poprova meta je odlična tudi proti slabosti, tudi v času nosečnosti, lahko samo odprete stekleničke in jo povohate. Izredno ugodno deluje na naša dihala, v difuzorju rečeno tlele na prstih jih odpira in ugodno deluje tudi rečeno na trebušček in v popek, če čutimo kakšno nelagodje. Tako da res na 1001 način, plus v pršilki v avtomobilu in še bi lahko naštevala. Tako da to so sigurno 3 najbolj uporabljena posamična eterična olja v našem domu. Čajevec je očaral mojega. Čajevec mu je pomagal, da je z redno uporabo prišel do tega, da ima zdrave ustnice, ker sicer se mu je enkrat mesečno kljub zdravemu načinu življenja kar naprej delal tisti neprijeten ocvirek, tako da ga je to v bistvu prepričalo. Prepričalo ga je tudi na mozolih, ker pač ko namažeš kar čistega, ponovadi na tistega velikega grdobca, pač zelo pomaga, da gre hitreje bom rekla, zahod, da izginja. Odlično olje in prva pomoč za kožo. Odlično olje in prva pomoč, ko imate nelagodje na lasišču, date kar šampon, odlična pomoč pri nelagodju, ko imate karkoli z dihali, ker ne pospešuje kašlja ali ga umirja, ampak res neverjetno ugodno deluje na vse težave pri dihalih in ga lahko kombinirate z ostalimi. Odlično deluje za zdrave nohte, tako na nogah, kot seveda na rokah, tako da si lahko v bistvu ga masirate tudi z neko kremo, kar lepo zjutraj in zvečer ob nohtno nožico in na nohte. Tako da tudi v naše ženske težave spodaj, že na spodnjem perilu lahko kanjate kapljico. Skratka, res tudi eno zelo uporabno in tako kot pravijo, zelišča so res koristna za marsikaj, tako da je res zelena barva, kar tista, ki ponovadi pri doteri prepriča, da tlele pa res nekaj, kar zelo pomaga pri raznih težavah. In čajevec je ena od takih stvari. Jaz ga zelo rada, recimo dam še, sem pozabila, v difuzor, ko imamo karkoli z dihali, v kombinaciji z limono, da dobi tak prijeten vonj, ker sam ni ravno nekaj tazga, kar bi dal iz čiste arome v difuzor, ampak je zelo fajn. Kadilo je v bistvu kot če bi dejansko zmešalo vseh 10 olj, nekaj, kar ima učinkovino vsega, ampak zelo v mali količini, kar pomeni, da izredno nežno deluje, ampak spekter ima pa je zelo izredno širok. Zato je to tisto olje, ko ponovadi rečemo, da ga zelo radi izbiramo za vsakršno težavo ali pa ko mene kot mentorice ali pa svoje mentorice ne dobiš na telefon,
ali pa pač na ZS. Tako da je krasen. Spomni vas verjetno na cerkev, ker gre za destilacijo smole, ampak kar 4 vrst drevesa bosvelije, tako da je izjemen in edinstven v celem svetovnem trgu, kar se tega tiče, in ima zelo, si lahko mislite, dopolnjeno kemijsko naravno sestavo, kar pomeni, da ima še širši spekter kot večina, tudi aromo drugo, zato ker so 4 dejansko skombinirani. Kadilo je prva izbira v kozmetični industriji na splošno, zato ker je anti-aging oziroma deluje na celični ravni, tako da krasno deluje na zdrav izgled kože. Zato sem si tudi jaz pol za sivko, v bistvu ga dajala tudi v kremo. Zelo rada sem ga uporabljala v kombinaciji s citrusi, sploh pomarančo, kot za ugodno vplivanje na moja čustva. Izredno pomirja, tako res globoko do sebe, res prideš z njim, zato ga radi tudi v meditacijske namene uporabljajo. Ni nenavadno, da ga vse kulture v obredih uporabljajo v celi naši zgodovini človeštva, kadilo, tako da res pač je logična izbira. Povezuje, deluje res masovno, povezujoče, ko govorimo o neki skupnosti ali karkoli, in tudi na samega nase. Kadilna bosvelja oziroma frankincense ali pa franki, kot mu radi rečemo, je odličen tudi za dihala, tako da ga s čajevcem in za sivko velikokrat skupaj dajem. In ravno v tej kombinaciji je tudi odličen za kožo, tako da dobimo pomirjujočo sivko, regenerativni frankincense in tisti pomočnik, čajevec, vse v enem, karkoli bi lahko bilo na koži. Tako da res neverjetno, ali v difuzorju, ali pa v taki kombinaciji, ali v kremi, ali v rolonu. Izredno cenjeno olje. Kar nekaj mojih prijateljic ga zaradi zelo velike odzivnosti pomirjanja živčnega sistema uporablja kar čistega na nebo, kot se čutijo napetost v glavi. In veliko prijateljic, ki ima otroke z zelo posebno situacijo, jim pomaga, zato da ne pride do tistih neželenih, sicer pač del vsakdanjika, posebnih situacij, ko je potrebno zelo poskrbeti za otroka. Tako da se mi zdi res neverjetno močno olje in tako je z razlogom eno najbolj cenjenih. Kar se tiče še zadnjega, 6. posamičnega olja, noter origano. Tega se počasneje rabi, ker je najmočnejši. Ko ga odpreš, ga povohaš s spoštovanjem daleč. Ko z njim kuhaš, spoštljivo kuhaš z njim, tako da ga dodajaš v jed, v kakšno pasato za pico ali pa v omako ali pa v ajmoht, to se pravi v baro z zobotrebcem. Je pa origano res neverjetno močan, takrat, ko se vam zdi, da je vse ostalo prešibko, uporabite origano. Ali če je kakršnakoli sprememba na koži stopal, tam si lahko pomagate. Ali pa recimo, ko imate neko situacijo, ko je telo res šibko in čutite, da prihaja naslednje dneve še nekaj več, da bo treba kar par dni odležati, takrat vsekakor pač v difuzorju z limono in pa rečeno na podplatih in hrbtu, pač vsekakor pri nas kombiniramo origano, frankincense, On Guard, kar vse skupaj. Potem pa so 4 mešanice. Najbolj poznana je On Guard, iz nje je doTERRA razvila celo kolekcijo čistil, seveda prijaznih do okolja in do nas, torej ekoloških, za dom, to se pravi čistila, detergenti, pena za roke in cela kolekcija za nego ust, to se pravi ustna voda in zobna pasta. Tako da je res ena najbolj prepoznanih mešanic tudi zaradi zelo všečnega vonja. Diši takoj po pomaranči, cimetu, klinčkih, vohate zadaj še rožmarin, evkalipt in zelo ugodno deluje na zdravo odzivnost imunskega sistema in dihal, zato je prva izbira zdaj v teh časih čez vse leto, ne samo na jesen in zimo. Pri nas je rečeno na podplatki zjutraj, zvečer tudi, ko čutimo, da je nosek že malo poln. Drugače zvečer rajši izbiramo čustvena olja, vsak zase, kar mu paše, ali pa tudi včasih nič ne paše, tako da se počutimo oziroma se poslušamo, kaj nam je dan vsakmu posebej prinesel. In to mi je zelo všeč, da se tudi punci učita poslušati svoje telo in svojo dušo. Ampak vsekakor zjutraj, da nas en tak stražar zaščiti, pa je absolutno na naših podplatih ali pa vzdolž hrbta, da gremo potem zelo samozavestno in tudi v bistvu mirno v svet in vemo, da smo
s tem tudi lepo zaščiteni. Ko pridemo domov iz vrtca, šole, službe, je zagotovo v našem difuzorju prezračen prostor, zato da razkuži zrak, to je tudi zelo pogosti način naše uporabe, in pa če rabim malo bolj agresivno čistilo, ko mi recimo ni dovolj limona, vsekakor pač dodajam potem OnGuard zraven, in v trenutkih tudi, kot smo rekli, kot origano, takrat najprej z OnGuardom poskušamo pomagati, na 2 ure mažemo podplate hrbtenico v takih dnevih, ko nekdo od nas rabi počiti in ležati v posli, medtem ko, če tisto ne pomaga, dodamo potem zraven še origano. Tako da vsekakor OnGuard je ponavadi kar najbolj poznana mešanica, ravno zaradi teh lastnosti. Njegov najpomembnejši spremljevalec je Air, nekdanji Breathe, ki vsebuje v bistvu lovorjevo eterično olje, ravensaro, potem limono, čajevec, poprovo meto, evkalipt. Izredno lepo diši, spomnim vas na tiste stare žavbe, ki smo jih včasih imeli za dihala, tako da absolutno odpira dihala, rečenega se maže na predel prsi, med lopatici, v difuzorju, da odpira nosek, tudi ponoči za lažje spanje, sploh če imate nelagodja pri zgornjih dihalih predvsem, se mi zdi izredno dobro tudi v času sezonskih nelagodij, rešuje vse težave in nelagodja, ki nas lahko pestijo v tem predelu zgornjih dihal ali pa spodnjih dihal. Imejte v mislih, da pomaga odpirati dihala, izločevati sluz, pospeševati kašelj, tako da če imate suhi kašelj, pač ni takrat najboljša izbira, ampak predvsem ostalem pa. In vsekakor je tudi na čustvenem področju Enodol, če je OnGuard stražar, tudi v energetskem smislu, je pa Air tisti, ki pomaga sploh v trenutkih, ko vam je tudi, ko rabite sivko, ampak vas le še zmeraj tišči, no takrat si namažite sam rečen Air. Pa še ena stvar sem pozabila skoraj. Ko se zgodi, da se pozabite s TerraShieldom zaščititi in vas kaj piči, takrat je pa res odličen proti srbečici in za umirjanje Air, ker v čisti obliki na tisti pik, tako da res zelo blaži te stvari. ZenJust je mešanica za prebavila. Klicaj bi dala tukaj v tem času, ko izredno veliko razkužujemo roke. Umivanje rok pač ni nič takega, ampak moramo vedeti, da vseeno delamo veliko več tega kot včasih, kar pomeni, da je naša zdrava odzivnost imunskega sistema zelo bolj občutljiva, ker zakon mikrobiologije pravi, da moramo dnevno srečati kar precej virusov in bakterij, zato da se telo s tem srečuje in se utrjuje. Zdaj pa to mi vse zelo bolj spiramo kot kdajkoli prej, tako da je sigurno nekaj, kar vam bo na to jesen in celo leto prišlo zelo prav, v primeru kakšnih trebušnih nelagodij. To se pravi, rečeno se maže na predel trebuha in v popek, ob vseh težavah, ki vas lahko pestijo v prebavnem delu ali v predelu, ko govorimo o ženskah rodil. Tako da je izjemno dobro, ali je to v eno smer prebave ali drugo smer, izredno dobro odnese, ali pa če se vam zdi, da pridete iz službe domov in si morate dobesedno odpeti hlače, ker je trebuh veliko večji, kot je bil zjutraj in ne veste zakaj in razmišljate, kaj je tle in katera hrana. Seveda zelo pomagajo TerraZyme encimi, ampak vsekakor pač ZenJust, če se že to pripeti, zelo, zelo blaži. Tudi če čutite zelo veliko nelagodje v predelu tega dela in vse do predela želodca, do žličke, se lahko mažete tudi tukaj, skratka celoten prebavni trakt ga ima zelo rad. Marsikdo pa ga izrabi in tudi zapomnite si, modra barva je vedno dobra tudi za dihala, tudi če je za kaj drugega. Tako da modra barva nalepk res vedno to sporočijo. Marsikomu recimo ustreza v času dihalnih nelagodij bolj kot pa Air, tako da ni nujno, da pač boste med večino, ki jim Air ustreza, ampak je ZenJust včasih tudi kar večini boljši, ker diši po bronhiju. Noter sem pozabila povedati, kumina, komarček in janaš in take stvari, tako da na bebe čaj spominja, tako da si boste lahko spomnili tudi mogoče na ene krasne bombone, ki imajo moto Lakše se diše, tako diši ZenJust. Zadnja mešanica, ki ima najmanjšo stekleničko in edina safety, torej ni za interno uživanje, pa je Deep Blue, ki je sicer v prvi meri namenjena vsem nelagodjem v mišicah in sklepih, ali je to mlad človek ali nekdo, ki veliko trenira, športa, ali pa starejši, ki nas že srečuje kakšno nelagodje kjerkoli, ali pa če naredimo napačen gib, pa nam je žal. Skratka, takrat res rešuje Deep Blue. Odličen pa je za vse zelo močne napetosti v sprednjem delu glave, si ga pač mažem kar takole vse do vzadij, sicer peppermint v prvi fazi lahko odnese veliko, ampak Deep Blue je res nadgradnja tega. Vsa nelagodja v predelu ušesa si mažem kar rečenega okrog ušesa in potem
po bezgavki navzdol, ali pa v predelu mehurja, tako da tudi še ena stvar, kjer zelo, zelo obožujem Deep Blue. Tako da ni samo za mišice in sklepe, tudi če vaše noge niso ravno mirne, sploh v času, ko bi si radi vzeli miren večer in zaspali, si lahko masirate to v noge, ali če imate dolg dan pa težke noge, ali če ste dejansko taki, sploh najstniki, ki hitro rastete, ali pa imate še veliko športnega gibanja. Skratka, to je tisto res umirjajoče olje za vse naše fizično telo, ko pač to potrebuje. Tako da jaz upam, da sem vam dala kakšno novo idejo. Vsekakor v difuzorju se pol začne druga zgodba. Recimo kot zanimivost Deep Blue, jaz dajem tudi difuzor zelo rada s pomarančo. Velikokrat kombiniram z On Guard. On Guard v difuzorju res tudi z ostalimi dodajam, tako da to je res raziskovanje, ki se nikoli ne konča. Tudi Zen Jest vas zna presenetiti kombinaciji s pomarančo. Origano vedno lahko blažite z citrusi v difuzorju, sivka se ujame čisto vsem, od citrusov, če želite poživljajočo, umirjajočo aromo, ali pa z lesnimi, če želite poglobiti umirjajočo noto. In za poprovo meto, da res naredi eno tako, bom rekla, žensko mešanico za vse naše ženske težave. Limona enako, ni ničesar, kar se ne bi ujemalo z limono. Poprova meta ravno tako, čeprav največkrat se res v družbi z njo znajdete ravno pri nas citrusi. Čajevec tudi res s citrusi krasno pride v difuzorju, frankincense pa se ravno tako z vsem ujame kot sivka. No, tako da jaz upam, da ste dobili precej novih idej, res dobite nekaj, kar deluje celostno lahko na naše telo, ko govorimo o koži, našem največjem organu, ko govorimo o zdravi odzivnosti imunskega sistema, o pomoči pri težavah z dihali, s prebavili, z napetostjo v glavi, v mišicah, sklepih, kakršnokoli lokalno nelagodje, predvsem pa zelo poskrbi za naša čustva, ali rabijo umirjanje, poživitev, fokus, pač skratka res lahko vozite v bistvu s temi olji v vse smeri. Tako da res odlična izbira, ravno ta osnovna 10. Če pa bi radi še nekaj, kar je narejeno, pa si lahko vzamete Touch, roll-on mešanice, ki so že rečene za uporabo na koži, pač lokalno, kjer je težava, oziroma za čustva se vedno nanaša takole zadaj za ušesom in na zatilju, na srčni predel, ali pa dejansko tudi kar na našem aroma nakitu. Tako da res imate ogromno izbiro in lahko nadomestijo tudi vse stvari, ki so sicer, bom rekla, sintetične v naših življenjih, govorimo tako, kot smo rekli, čistila, kozmetika, pa na drugi strani tudi še ne smemo pozabiti na vonjave, parfume, tako da dejansko eterična olja dobijo res eno novo dimenzijo, ni samo nekaj, kar lahko pomaga v času težav in nelagodij, ampak postane res drobni dnevni ritual v naših življenjih in nam zelo lepša življenje. Če imate kakršnokoli vprašanje, sem vam na voljo. Upam, da ste dobili kakšno novo informacijo, tako da želim vam krasen stop v vrtec in šolo in čudovito leto, ki prihaja, in veliko pozitivnih misli, ker tako se gre lahko krasno tudi naprej.